Божja volja je da živite u zdravlju, izobilju, miru, prihodnosti in upanju da ne trpite. Tu so osnovne razloge, odkot prihaja trpljenje in kako ga rešiti, ki temelji na Božji besedi iz Svetega pisma. Ko je prvi mož Adam zgrešil proti Božji volji, so po njem ljudje podedovali greh in še naprej grešili. Kazen za greh pa je smrt. Edini način, da se je Bog spravil s človeštvom, je bil, da sprejme kazen za človekov greh proti sebi. Zato je Bog poslal svojega sina Jezusa Kristusa na zemljo. Rodil se je v telesu, ki ga je po devici Mariji spočel Sveti Duh. Ni grešil, delal dobro med ljudmi, pokazal znamenja in čudeže ozdravljanja, odreševanja, ustajanja. Rekel jim pokazal, kako naj živimo. Jezus Kristus je zaradi nas trpel na križu, s svojo krvjo plačal kazen za naš greh, pokopan, tretji dan vstal, se povzpel v nebesa, živ je in se bo spet vrnil. Jezus Kristus nas svojim delom na križu spravil z Bogom, nas upravičil, nam dal odrešenje in večno življenje, nas osvobodil bolečine, bolezni, trpljenja, prokletstva, nam dal Svetega Duha v pomoč, tolaži nas in vodi posvečeno življenje z Božjo zaščito. Dobra novica je, da Jezus Kristus prišel, izpolnil Božjo voljo, dal svoje življenje za vas, da bi resnično živeli in ko boste ušli z tega sveta, namesto večne smrti, da bi prijeli večno življenje, po občestvu z Bogom. Če verjamete in primete to veselo novico v vašem srcu, po Božji milosti postanete Božji otrok. In lahko se rešite kazni svojih grehov, smrti in trpljenja, če se približite Jezusu Kristusu s iskreno molitvijo, v miru, z vero iz srca rečete, govorite z Gospodom, On vas sliši. Jezus Kristus, priznam in se strinjam s tem, kar je napisano, da sem grešnik, pokesam se in se odrečem grehu. Verjamem, da si Božji sin, ki je umrl za vse in zame, za moje grehe in Bog te je obudil od mrtvih. Prosim, bodi moj Gospod, vodi me, upravljaj me z mojim življenjem, zdravljem, družino, vsem, kar je moje. Hvala in slava vam, Gospod Jezus Kristus. Če ste to storili iz srca iskreno, postali Božji otrok in prijeli dar odrešenja in večnega življenja, je Sveti Duh vstopil v vaše srce in ga napolnil z Božjo ljubeznijo, vam pomagal in vas vodil, da zapustite svojo staro grešno pot življenja in začnite novo. Z molitvijo k Gospodu, z branjem Svetega pisma, poučevanjem z drugimi verniki, ki jih vodi Sveti Duh. Ta klic je namenjen vsem ljudem na zemlji. Vsak človek bi ga moral čim prej sprejeti, kajti po svetopisemskih napovedih bo Jezus Kristus kmalu prišel v nebesa, da bo svoje ljudje, mrtve in žive, z vero po srcu odpeljal k sebi. Bodite skupaj v večnosti, v nepokvarjenih telesih in Božja jeza, izražena v različnih trpljenjih, bo zavladala na zemlji. Zato se čim prej odločite, zato in k temu spodbudite svoje ljubljene, da boste zavedno skupaj in vas smrt nikoli ne bo ločila. Hvala in slava Bogu.